Lepo pozdravljeni. Hotel Šport na Otožcu je včeraj gostil že 20. skupščino Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine. Tam so predstavili opravljeno delo v minulem letu in določili izhodišča za nadaljne delovanje. Leto 2025 so v zbornici zaključili uspešno. Izpeljali so vse ključne aktivnosti potrjene na predhodni skupščini. Zadovoljni so tudi številom članov. Naši člani, ki so že leta člani zbornice, ostajajo člani še naprej. Vedno znova dobivamo nove. Lahko povem, da smo v letošnjih prvih mesecih pridobili 5 novih članov, kar je glede na razmere, ki so pač trenutno v globalnem svetu in pa tudi pri nas kar uspešno. Leta 2007 je bila ustanovljena kot prva pravno samostojna regijska gospodarska zbornica v Sloveniji. Takrat je štela manj kot 70 članov, danes jih ima skoraj 250. Gre za povezovanje in zastopanje interesov gospodarstva na nacionalnem nivoju, na nivoju Slovenije in seveda za skupno delovanje. Zelo smo močno povezani v najpomembnejšem področju, torej spodbujamo razvoj in inovacije, izobraževanje in na tem področju ima Gospodarska zbornica kar nekaj sekcij, ki delujejo in seveda na tak način tudi povezujejo člane, da izmenjujemo izkušnje. Skupaj smo močnejši, vsak zase in vsi skupaj smo močnejši, izmenjujemo izkušnje in tudi to poznavanje med seboj omogoča tudi, da kakšne posle skupaj razvijemo, tako da sem pozitivno. Člani smo že kar veliko let, dobro in pristno sodelujemo, smo en v drugem v pomoč in to pozdravljamo, da imamo svojo zbornico na Dolenjskem. Kljub uspešnemu letu pa nekateri izzivi za tekoče leto ostajajo. V naši regiji so glavni izzivi predvsem infrastrukturni, govorim tako o prometni kot o elektrooskrbi, govorimo o južnem kraku 3. razvojne osi. To je eden izmed ključnih projektov, ki si ga vsi želimo, ker je pomemben tako za boljši pretok blaga, kot za boljši pretok in kakovost življenja prebivalcev, zaposlenih v naših podjetjih v tej regiji. Govora je bilo tudi o elektrooskrbi. Medtem ko ima Dolenjska že vzpostavljeno 110 kV omrežje, ključno za razvoj gospodarstva, je zdaj na vrsti še Bela krajina, kjer so predvideni nov daljnovod od Kočevja do Črnomlja in dodatni srednje napetostni vodi, ki bodo zagotovili zanesljivo oskrbo z električno energijo.